Ljubljana je v svoji dolgi zgodovini večkrat doživela in preživela potrese. Tudi takšne, ki so jo hudo prizadeli. Zaradi potresov se je spreminjala in rasla. Danes se bomo sprehodili po ljubljanskih ulicah in spoznali nekatere učinke in posledice dveh najmočnejših potresov. Zgodila sta se 26. marca 1511 in 14. aprila 1895. Začnimo s slednjim. Vabim vas na potresni sprehod po Ljubljani, oziroma na sprehod po potresni Ljubljani, v katerem vam bom pokazala nekaj detajlov našega mesta, ki so se spremenili zaradi potresov iz naše potresne zgodovine. Največ bomo govorili o potresu 14. aprila 1895, pa tudi tisti 26. marca 1511 bo omenjen. Stojim na Miklošičevem trgu pred spomenikom, ki je posvečen Franu Miklošiču. V času ljubljanskega potresa pa tega trga, kot je današnji, sploh ni bilo. Tukaj so bili vrtovi civilne bolnišnice, tudi Dalmatinove ulice ni bilo, tam je bil zid frančiškanskega vrta. Trg je nastal po potresu kot varna točka za umik okoliških prebivalcev. Na tem trgu obstaja še ena popotresna zanimivost in to so stolpički na hišah, ki se nahajajo na vogalih ulic okrog trga. To je bil detajl, ki ga je župan Hribar videl v Pragi in se mu je zdelo zanimivo, da bi eno tako arhitektonsko posebnost pripeljal tudi v Ljubljano. Bilo je mišljeno, da bi vsi stolpički bili enaki, na kar so se potem po konsultacijah z lastnikih izbrale različne možnosti. Na spomeniku za mano je po ljubljanskem potresu bil postavljen doprsni kip cesarja Franca Jožefa I. 3 tedne po ljubljanskem potresu, torej 7. maja 1895, se je cesar, ki je bil na poti v Pulj, z svojim spremstvom za nekaj ur ustavil v Ljubljani, da se je sam na lastne oči prepričal o posledicah potresa, da bi se pogovoril z oblastmi o ukrepih, ki so bili potrebni za hitro obnovo. Po koncu Avstro-Ogrske je bil spomenik zamenjan, podstavek je pa še vedno tukaj in je posvečen hvaležnosti Ljubljančanov in Kranjske cesarju za vso njegovo pomoč pri obnovi po potresu. Ljubljana je bila pred potresom leta 1895 provincialno avstrijsko mestece. Takrat je v 1373 hišah živelo 31.221 civilnih prebivalcev. Nemško govorečih je bilo po uradnih podatkih 21,5%. Ljubljana je v tistem času premogla 6 4-nadstropnih hiš, 77 3-nadstropnih, 264 dvonadstropnih, 437 enonadstropnih in največ 598 pritličnih hiš. V središče mesta je leta 1861 prišla plinska razsvetljava, kanalizacija pa šele leta 1890. Veliko hiš ni imelo vpeljane kanalizacije, zato so bili higienski pogoji za življenje v mestnem središču dokaj klavrni. Zima med letoma 1894 in 1895 je bila dolga z veliko snega. Konec marca se je začelo deževje in na Barju so bile poplave. Velika noč je bila leta 1895 v sredi vremensko nestabilnega aprila. Na veliki petek, 12. aprila, je bilo sončno in vroče, vendar je že naslednji dan močno deževalo, zato so bile odpovedane velikonočne procesije. Na veliko noč, 14. aprila, je zopet posijalo sonce. Meščani so lep sončen dan zaključili brez javnih zabav in zvečer šli zgodaj k počitku. Ob 23. uri in 17 minut po lokalnem času so se tla močno stresla. Opazovalci pravijo, da je glavni potres trajal 23 sekund. Seizmologi njegovo lokalno magnitudo ocenjujemo na 6,1, medtem ko je bila največja intenziteta
8 do 9 EMS 98. V potresu je umrlo najmanj 21 ljudi, od tega 3 v središču Ljubljane. Večina žrtev je umrla med samim potresom ali zaradi njegovih posledic, nekaj pa se jih je ponesrečilo pri čiščenju ruševin. Točnega števila ranjenih ne poznamo, bilo pa jih je veliko. Za Ljubljančane je bila noč težka, polna panike in tesnobe. Jutro je pokazalo posledice potresa. Slovenski trg. V času ljubljanskega potresa se je v stavbi poleg mene na tem mestu nahajala prva civilna bolnica na Kranjskem. Ljubljanski potres jo je močno poškodoval. V njej je takrat bilo kakšnih 400 bolnikov in ko so se začeli preobračati omare, rušiti predmeti in padati stropi, so jih požrtvovalne sestre usmiljenke evakuirale na prostor današnjega Miklošičevega parka, kjer je takrat bil bolnišnični vrt. Bolnike so začasno premestili v vozove na Južnem kolodvoru, potem je pa nova bolnišnica zrasla na Zaloški ulici. Prešernov trg, Čopova in Trubarjeva ulica. Nahajamo se na Prešernovem trgu, nekdanjem Marijinem trgu, na katerem je impozantna frančiškanska cerkev. Potres 1895 jo je močno poškodoval. V cerkvi so bile velike poškodbe na stenah, slikah in stropih. Bila je poškodovana tudi streha in oba zvonika. Močne poškodbe je utrpel tudi frančiškanski samostan, ki so ga morali delno predelati. Na fasadi cerkve je bila zarotirana ena izmed kamnitih piramid, strehe sta padla tudi 2 kovinska angela. Frančiškanska cerkev sodi med bolj poškodovane cerkve v Ljubljani. Vse v centru, razen stolnice, so pa utrpele podobne poškodbe. Na stolnici je pa bil edini zvonik, ki je ostal nepoškodovan, in to je bila tudi edina cerkev, v kateri je po potresu bilo dovoljeno, da bi zvonovi zvonili. Zaradi varnosti so se pa maše dogajale na prostem, na Zvezdi in v drugih prostorih v Ljubljani. Ena najbolj poškodovanih ulic v Stari Ljubljani je bila današnja Trubarjeva, takratne Svetega Petra ulic. Skoraj vsaka hiša je bila tako močno poškodovana, da je bilo treba, če ne podreti, potem pa temeljito prenoviti. V Trubarjevi ulici je imel svoj atelje fotograf Wilhelm Helfer, ki so ga mestne oblasti takoj po potresu najele, da dokumentira škodo v popotresni Ljubljani. Njegove fotografije danes hrani NUK, veliko jih je tudi v Narodnem muzeju. Na koncu Čopove, takratne Slonovih ulic, še danes stoji poslopje pošte. Po ljubljanskem potresu so ga na hitro usposobili in je obratovalo 24 ur, zato ker so telegrami bili sredstvo hitrega obveščanja. In med prvimi sporočili, ki so po potresu prispela v Ljubljano, sta bili opozorili iz Trsta in iz Zagreba o tem, da oblasti bodo pozorne, zato ker so znani kriminalci odšli iz mesta in so verjetno na poti v Ljubljano. Zato so mestne oblasti takoj vpoklicale stražnike in jih namestile v predele mesta, ki so bili najbolj poškodovani in tudi pred najbolj poškodovane hiše, zato ker so ljudje, ki so v paniki zapuščali stanovanja, puščali vrata odklenjena in vse vredne predmete notri in so se pozneje bali, da bi se vrnili v poškodovane hiše. Pravijo, da v prvi noči po potresu mestnim oblastem ni bila prijavljena nobena kraja niti vlom. Vendar potem so pa bistveno povečali varnost v mestu in so stražniki in vojska skrbeli za to, da ne bi prišlo do ropanj poškodovanih objektov.
Ozka in visoka Pavlinova hiša, ki je takrat štela 115 stopnic, je pa presenetljivo skozi potres šla skoraj brez poškodb. Kongresni trg in Vegova ulica. Zdaj smo na Kongresnem trgu. Takrat pa tudi danes mu rečemo Zvezda. Trg izgleda približno enako, kot je izgledal pred ljubljanskim potresom, razen da so takrat na njemu rasli kostanji. Po potresu so se nanj zlile reke prestrašenih prebivalcev, ki so tukaj iskali varnost, da na njih ne bi padali strešniki in dimniki. Hitro po potresu se je izkazalo, da je tak prostor dragocen. Tukaj so se začele prve razdeljevalnice hrane in druge pomoči za občane. Hrane je povsod primanjkovalo in je bila draga, zato so priskočili na pomoč iz Dunaja in v 3 kuhinjah, od katerih je največja bila ravno tukaj na Kongresnem trgu, so pripravljali več kot 3000 obrokov vsake 3 ure. Po samem potresu je v tej prvi noči vladala zelo velika solidarnost. Iz Kazine je gostilničar Krapež prinesel ven zaloge pijač in pozneje kuhal tudi čaje za prezeble prebivalce. Iz Wolfove je pa krznar Krejči prinesel krznene plašče in jih delil otrokom in ljudem, ki so bili na trgu samo v nočnih oblačilih. Blizu trga Zvezda se nahaja tudi deželni muzej Rudolfinum. Danes je to Narodni muzej Slovenije. Oni so v potresu imeli veliko škodo. Pri Kličju pa niti ni bilo toliko tam, kjer je bil arhiv pa knjižnica, toda v nadstropjih mineraloška, arheološka, naravoslovna zbirka so utrpele ogromno škodo. Veliko eksponatov je bilo uničenih. Zato so tudi oni najeli fotografa, da evidentira škodo, ki je znašala 15 000 gold dinarjev. Tudi sama stavba je bila zelo poškodovana, posebej pa njihovo stopnišče. Na mestu stavbe današnje univerze je stal deželni dvorec. Tako zelo je bil poškodovan, da ga je bilo treba skoraj popolnoma porušiti in zgraditi novo stavbo, ki danes krasi Kongresni trg. Ljubljanski potres je obenem bil tudi začetek slovenske seizmologije. Začelo se je z neinstrumentalnimi podatki, tako da je Dunajska akademija znanosti ustanovila posebno potresno komisijo, Erdbebenkommission, ki je potem za celotno monarhijo določila poverjenike, ki so potem poskrbeli, da so pridobili opazovalce. Za Kranjsko je takrat bil zadolžen naravoslovec Ferdinand Seidel, ker pa območje današnje Slovenije je večje kot takratna Kranjska, so pa za določene dele skrbeli tudi drugi. Vsi ti podatki so bili skrbno zbrani, obdelani, interpretirani in objavljeni. Eno leto potem, 1897, je v stavbi takratne realne gimnazije na Vegovi ulici začela delovati tudi prva potresna opazovalnica v Avstro-Ogrski monarhiji. Instrumente je nadzoroval in zapise analiziral in o njih poročal profesor kemije Albin Belar. Torej Ferdinand Seidel in Albin Belar sta bila pionirja slovenske seizmologije. Novi trg, Nuk in Sazu. Na mestu današnjega Nuka se je nahajal takratni knežji dvorec. Bil je v obliki črke U in njegova fasada je bila tukaj na Gosposki ulici. Potres leta 1895 ga je tako močno poškodoval, da ga je bilo treba popolnoma podreti. Pozneje je na njegovih temeljih zrasla naša univerzitetna knjižnica. Na moji levi strani se nahaja stavba Slovenske akademije znanosti in umetnosti.
Takrat med ljubljanskim potresom je tukaj stal Lovntovž. To je bila stavba, v kateri je bil sedež deželnih stanov. Deželni dvorec so mu rekli in tukaj je živel tudi deželni glavar. Stavba je bila zelo močno poškodovana in jo je bilo treba po potresu popolnoma prenoviti. Ta del Ljubljane je bil močno poškodovan tudi v potresu leta 1511. O tem so ohranjeni številni dokumenti, od sej deželnih stanov, ki so takrat sporočali oblastem, da je njihova palača močno poškodovana in da v njej ni možno imeti sej, pa do pisem in zapisnikov, ki jih je pisal takratni administrator Julij Plemeniti Ek, v katerih je detaljno popisal škodo ne samo v Ljubljani, ampak tudi v ostalih krajih. Križanke in mestni muzej. Okolica Križank je bila zaradi potresa 26. marca 1511 močno prizadeta. Skupaj s cerkvijo se je podrla palača nemškega viteškega reda, Vicedomova hiša in številne dobro grajene hiše. In tudi 8 stolpov in del takratnega mestnega obzidja. Levstikov trg, Nabrežja, Trnovo in Krakovo. Ljubljanice danes izgledajo bistveno drugače, kot so izgledala med ljubljanskim potresom. Takrat so bila nabrežja neutrjena in prav zato so hiše, ki so bile zgrajene ob njih, bile močno poškodovane. Bolj prizadet je bil levi breg Ljubljanice, predvsem zaradi podlage, ki je bila neutrjena. Stavbe so bile zgrajene na aluviju in to ni ravno solidna podlaga, na kateri se lahko gradi. Tudi Šentjakobsko cerkev je potres močno poškodoval. Ostala je brez obeh zvonikov in so tudi poškodbe v notranjosti bile znatne. Za razliko od nje je tukaj v ozadju vidimo zvonik cerkve svetega Florijana, ki je utrpela bistveno manjše poškodbe. Razlika v poškodbah je predvsem zaradi podlage, na kateri sta cerkvi zgrajeni. Šentjakobska cerkev je zgrajena na mehki aluvialni podlagi na rečni brežini, medtem ko je cerkev svetega Florijana zgrajena na skali na Grajskem griču. Nušakova vojnišnica v Trnovem je bila po potresu neuporabna za bivanje. Močno so bile poškodovane hiše tudi na nabrežjih, na Trnovskem in Krakovskem nasipu, pa Trnovska cerkev je tudi izgubila oba zvonika. Vojska je v Trnovem hitro postavila 4 barake, odprli so tudi ljudsko kuhinjo. Ampak zaradi mrzlega in deževnega vremena je življenje v šotoriščih bilo zelo težavno in zato so oblasti za začasna bivališča uporabile tudi številne velike lesene sode za kisanje zelja. Mestni trg, grad in Stritarjeva ulica. Na Mestnem trgu se je pred potresom leta 1895 nahajala tržnica. Na Vodnikovem, ki je danes ljubljanska tržnica, je pa stal licej, ki je po potresu bil porušen. Tudi vse stavbe, ki obkrožujejo Mestni trg, so v potresu bile močno poškodovane in po potresu jih je bilo treba na novo zgraditi ali pa temeljito predelati. Pred nami je Drofenigova hiša. Zrasla je leta 1914 in je prva zgradba z montažno jekleno fasado in skeletno železobetonsko konstrukcijo v Ljubljani. Današnja Stritarjeva ulica, takratna Špitalska, je popolnoma drugačna, kot je bila pred ljubljanskim potresom. Domala vse hiše v njej so bile tako močno poškodovane, da jih je bilo treba porušiti.
Toda porušene so bile vse iz drugega razloga, da je nastala široka in ravna ulica namesto ozke in vegaste, ki je takrat po potresu tudi zaradi ruševin, ki so ležale na cesti, preprečila dostop reševalnih vozov v samo mesto. Zato so mestne oblasti v novi uredbi o stavbenem redu ukazale, da dostopne ulice morajo biti široke, ravne in s tem je povezana tudi največja visina stavb, da bi zagotovili varen dostop v mesto. Na koncu Špitalske, na moji levi strani, je stala stara kresija, ki je po potresu bila ena najbolj poškodovanih stavb v Ljubljani. Nova stavba je zrasla 1897. leta, nasproti nje Filipov dvorec pa eno leto pozneje. Leta 1895 sta ljubljanski kaznilnici bili ena na Gradu in druga na Žabjeku. Ko se je zgodil potres, so kaznjenci v obeh bili grozno prestrašeni. Bili so v temi zaklenjeni, čuvaji jih niso hoteli spustiti ven in več jih je zaradi tega zblaznelo. En teden po potresu so bili vsi preseljeni v Maribor, Gradec, Salzburg in Koper. S tem zaključujemo naš sprehod po potresni Ljubljani. Upamo, da ste izvedeli veliko novega. Ob slovesu samo še to. Potresa ne moremo ne napovedati, ne preprečiti. Lahko se nanj ustrezno pripravimo. Poskrbite za to, da bo vaše življenjsko okolje doma in v službi varno.